Električno polje je prostor, v katerem deluje električna sila na električni naboj, ki je posledica pozitivno in negativno nabitih teles in delcev. Če v bližino enega naelektrenega telesa ali naboja postavimo še eno ali več nabitih teles ali delcev, se skupno električno polje popači. Glede na obliko silnic električnega polja le-to delimo na homogeno in nehomogeno električno polje. Homogeno električno polje prepoznamo po vzporednih silnicah električnega polja, ki so vse enako dolge. Kadar pa silnice niso vzporedne ali enako dolge, je električno polje nehomogeno. Električno silo je leta 1785 kvantitativno opredelil Charles Augustin de Coulomb kot silo med dvema točkastima elektrinama in zakonitost tudi eksperimentalno potrdil. Pravi, da je sila premo sorazmerna produktu obeh elektrin in obratno sorazmerna s kvadratom njune oddaljenosti. Sila je odbojna, če sta elektrini enakega predznaka, in privlačna, če sta elektrini različnega predznaka. Če v električno polje postavimo prevoden delec, pride do prerazporeditve naboja. Temu pravimo influenca. Električna sila deluje tako, da prevodne delce z daljšo osjo postavi v smer polja, podolgovate delce pa tako, da je njihova daljša os vzporedna s smerjo polja. Prvi poskus. Za prvi poizkus bomo potrebovali plošče z različnimi elektrodami, stekleno posodo, olje, in dielektrične delce. V stekleno posodo dodamo olje in dielektrične delce ter jih pomešamo. Deli visokonapetostnega vira: ampermeter, voltmeter, kontrolna lučka, gumb za prižig, elektrodi, in napetostni množilnik. Pri vaji bomo delali z visokimi napetostmi, zato moramo dobro slediti varnostnim navodilom. Da visokonapetostni vir deluje, mora biti pokrov vedno zaprt. Šele ko smo s pravili seznanjeni, lahko napravo vklopimo v omrežje. Preden odpremo pokrov, počakamo, da napetost pade na 0 voltov.
Nekateri od delcev so lahko neprevodni in ti se postavijo z daljšo osjo pravokotno na smer polja. Pri vaji nas zanima obnašanje delcev v električnem polju ob različnih oblikah elektrod. Najprej na podlago pravokotno postavimo ravni ploščati elektrodi. Razdalja med elektrodama naj bo 4 cm. Na vrh postavimo stekleno posodo z oljem in travnimi semeni. S palčko semena premešamo, da so enakomerno porazdeljena po posodi. Visokonapetostni priključek priključimo na kontakte elektrod. Za vklop napetosti pritisnimo na gumb ter opazujemo dogajanje v posodi. Voltmeter mora pri tem kazati več kot 20 kV. Semena so se porazporedila navpično od ene proti drugi elektrodi. Poskus ponovimo, vendar eno izmed pravokotnih elektrod nadomestimo s trikotno. Razdaljo med njima nastavimo na 3,5 cm. Ponovno vklopimo napetost in opazujmo razporeditev semen. Opazimo, da se ta od konice trikotne elektrode enakomerno razpršijo proti ravni elektrodi. Kaj pa se zgodi, če uporabimo koncentrično okrogli elektrodi?
Ko prižgemo napetost, opazimo, da se semena enakomerno v silnicah razporedijo v krogu iz središča proti zunanjosti. Drugi poizkus. Za drugi del vaje bomo potrebovali navpično desko s premičnima elektrodama, izolirno in prevodno kroglico. Pri izvedbi vaje bomo opazovali silo med izolirno in prevodno kroglico v električnem polju. Dve vzporedni elektrodi postavimo na razdaljo 6 cm in med njiju postavimo izolirno kroglico. Na kontakte elektrod priključimo visokonapetostne priključke in spustimo prekrov. Ko vklopimo napetost, mora goreti lučka in voltmeter mora kazati več kot 20 kV. Spreminjamo razdaljo med elektrodama in opazujemo dogajanje. Opazimo, da je izolirna kroglica v elektrostatičnem polju sicer polarizirana in se približa eni izmed elektrod, vendar se ob dotiku z elektrodo premalo naelektri, da bi jo sila lahko premaknila.
Kaj pa se zgodi s prevodno kroglico? Prevodna kroglica se polarizira v električnem polju, ob dotiku z elektrodo pa se naelektri. Nanjo deluje sila v smeri k nasprotni elektrodi. Zato se naelektrena kroglica kotali od ene k drugi elektrodi. Ob dotiku z elektrodo se razelektri in naelektri z elektrino nasprotnega predznaka. Ob dotiku pozitivne elektrode se naelektri s pozitivno in obratno. Pospešek kroglice je sorazmeren s silo, zato je žogica pri manjši razdalji med elektrodama bolj živahna. Če pa razdaljo povečamo, opazimo, da se premikanje upočasni. Pri večjih razdaljah je sila prešibka, zato kroglica miruje. Opazujmo še, pri kolikšni razdalji začnejo preskakovati iskre med elektrodo in kroglico. Elektrostatični zvočnik. Primer iz multimedije. Elektrostatični zvočnik. Elektrostatični zvočnik sestavljajo 3 plasti, 2 statorja oziroma prevodni plošči in pa med njima vpeta tanka prevodna membrana. Skozi zunanje plošče teče tok, na eni plošči se nabere negativen naboj, na drugi pa pozitiven. Srednja membrana je ponavadi zelo tanke in trdne plastike, premazana s poljubno prevodno snovjo. Membrana poganja zrak v prostoru in tako nastane zvok. Imeti mora več kilovoltov elektrostatičnega naboja. Ker je plastična folija izolator, je treba narediti eno stran prevodno, da lahko sprejme električen naboj. Pomembno je tudi to, da se naboj ne premika. Če ne bi bilo majhnih izpustnih poti elektronov, bi napajalnik zavrgel membrano polno nabojev. Te izpustne poti povzročata prah in vlaga. Predstavlja močno električno polje na membrani, ampak mora omogočati tudi prodor zvoka, zato ima luknje ali reže, katerih velikosti ima tudi velik pomen. Pomemben del pa so tudi distančniki, ki držijo razdaljo med membrano in statorjem. Če je razdalja prevelika, bo zvok zelo nizek ali skoraj neobstoječ. Če pa se membrana dotakne statorja, se ne more premikati in tako zvoka sploh ni. Distančniki morajo imeti zelo dober električni izolator, običajno iz plastike ali samolepilne gume. Skupaj z membrano, statorjema in distančnikom dobimo elektrostatično celico ali panel. Zvočnik deluje tako, da avdio ojačevalnik daje napetost na statorje, ko določa glasba. Nasprotni elektrostatični sili se med seboj privlačita, ko ima membrana pozitivni naboj in stator v danem trenutku negativni naboj. Takrat bo stator privlačil membrano. Ko pa sta oba naboja enaka, bo sila odganjala membrano. Hitro spreminjajoče se polaritete ojačevalnika povzročijo, da se membrana približa statorju in nato odbija od njega. To delovanje potiska zrak in tako dobimo zvočne valove. Na zahtevo glasbe ojačevalnik spreminja frekvenco napajalne napetosti statorjev. Višje so napetosti statorjev, močnejša je interakcija s statičnimi naboji na membrani. To ustvarja večjo silo, kar pomeni več gibanja membrane, večjo amplitudo zračnih valov in glasnejši zvok. V primerjavi z elektrodinamičnimi zvočniki je popačenje manjše za 1 do 2 velikostna razreda. Izredno lahka membrana se giblje s celotno površino
in ima zelo dober amplitudni in pa fazni odziv brez nezaželenih resonančnih pojavov. Zvočnik je izredno občutljiv na vlago. Ima tudi razmeroma visoko spodnjo frekvenčno mejo, zato se pogosto uporablja zraven še dinamičen bas zvočnik.